Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Bahreina. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na nedeljski dirki. Kot ponavadi bo tudi tokratni komentar razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimive točke, ki nam jih je dala sama dirka za veliko nagrado. V drugem bomo nekaj minut posvetili napovedim strategij in seveda rezultate bomo primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale naproti. A začnimo samo dirko, kjer bi lahko dejali, da je bila malce bolj zanimiva kot na primer velika nagrada Japonske. Vsi mi smo lahko videli več akcije, več dogajanja in dobili smo odgovor na marsikatero zanimivo vprašanje. Najprej si moramo priznati, da je Oscar Piastri kot zmagovalec tisti, ki je pokazal, da si on zasluži biti številka 1 v McLarenu. Zmagal je že drugo veliko nagrado izmed 4 dirk v letošnji sezoni, je izjemno umirjen, hladnokrven ter učinkovit. Po drugi strani Lando Norris je zopet pokazal, kako pravzaprav nestabilen je. Že s tem, ko smo videli tisto, imenujemo jo začetniško napako na štartnem razporedu. Razumel bi, da je Lando Norris na prvi dirki in da so ga čustva nekako pripeljala do tega, da je prehitro izpustil sklopko, še preden so se začele prižigati rdeče luči. Ampak ne, Lando Norris je eden izmed tistih, ki si želijo postati svetovni prvak. Če smo iskreni, prav vsak na štartnem razporedu si želi postati svetovni prvak, ampak Lando Norris v to resno verjame. A tu je realnost tista, ki je malce bolj kruta in trda. S takimi napakami Lando Norris bo težko prišel do konca sezone na prvem mestu. Tega trenutka je še zmeraj vodilni, ampak njegova prednost, predvsem pred moštvenim kolegom, se je zmanjšala na prgišče točk. A tu je treba povedati, da ni bil samo na štartu Lando Norris tisti, ki je pokazal vso svojo ranljivost tudi v prvih fazah dirke, ko je skušal po zunanji strani nadoknaditi tisto, kar je predtem izgubil, je kazalo na to, da se ne zna umiriti in da ne zna počakati. In videli smo tudi v predhodnih sezonah, da je to ena izmed največjih hib Landa Norrisa. Poleg tega, da na primer se ne zna postaviti po robu Maxu Verstappenu. A vrnimo se seveda sedaj k McLarenu, kjer smo videli, kako je Oscar Piastri dobesedno izpolnil nalogo. Na njemu je bilo, da dirko za veliko nagrado Bahreina zmaga. Imel je najhitrejši bolid, najboljše štartno izhodišče in kot pravi profesionalec je to tudi storil. Brez prevelikega napora, brez prevelike porabe materiala, brez prevelikih tveganj. In to so lastnosti, ki so jih imeli v preteklosti pravi šampioni. Ne samo, da je zna zmagovati, ampak zna zmagovati na način, pravzaprav ne porabi preveč sil, preveč napora. In tu je seveda treba poudariti, da po mojem skromnem mnenju je Piastri eden izmed največjih talentov, ki smo jih videli v zadnjem obdobju v Formuli 1. Sem trdil že v času, ko sem ga spremljal v Formuli 3 in Formuli 2. A upam, da pri McLarenu se bodo kaj hitro odločili, na koga staviti,
Kajti, ko bo karavana Formule 1 prišla v Evropo, bi moralo biti to jasno. In Oscar Piastri, po mojem, je tisti, ki si zasluži podporo. Ali se s tem Lando Norris strinja, ali pa ne. Tu bi rad dodal, da pri tovarniški ekipi Mercedes so imeli v vsej svoji nerodnosti tudi obilico sreče. Če se spomnite, tako George Russell kot Andrea Kimi Antonelli sta bila na štartnem razporedu kaznovana z izgubo enega mesta. Ampak oba sta se premaknila iz tiste sode strani na ono liho, kjer je več oprijema in je štart lažji. Po drugi strani je Georgeu Russellu pomagal tudi Charles Leclerc. Namreč Leclerc je imel v prvi fazi dirke pneumatike medium, ki so na samem štartu dale Britancu približno zaokroženo 3 metre prednosti. In to ni tako zanemarljivo. In verjetno vsakomur izmed nas je sedaj jasno, zakaj je George Russell kar naenkrat z lahkoto takoj zopet prišel na drugo mesto, ki ga ni izpustil dobesedno do konca dirke. In velja pripomniti, da na četrti dirki za letošnjo svetovno prvenstvo Formule 1 je George Russell 3-krat bil med najboljšimi tremi, kar je po mojem zavidanja vreden rezultat. In seveda George Russell bi znal v nadaljevanju sezone pokazati še marsikaj, tudi Oscarju Piastriju, odvisno od tega, kako bo potekal razvoj modela V16. Če pustimo sedaj Russella pri strani za nekaj trenutkov, pogledamo njegovega moštvenega kolego Andrejo Kimi Antonellija. Pokazal nam je tudi on, da potencialno vidimo šampiona prihodnosti. Verjetno marsikdo bi bil v nelagodnem položaju, ukolikor bi se znašel v dvoboju z Maxom Verstappenom. Ampak Antonelli brez strahu mu je pokazal, kje je mesto 4-kratnega svetovnega prvaka, prehitel ga je kot vsakega drugega. Na koncu res Antonelli ni prišel med dobitnike točk, ampak predvsem zato, ker pri tovarniški ekipi Mercedes so ga spravili na strategijo s 3 postanki, kar seveda v tistem sosledju dogodkov je bilo vse prej kot idealno. A ne glede na to, Andrea Kimi Antonelli je mlad, se uči, se privaja. In ko bo dobil dovolj izkušenj, boste videli, kako bo tudi on tam pri vrhu in se boril za zmage. A če smo sedaj na hitro obdelali tako McLaren kot Mercedes, moramo kakšno besedo reči tudi o Red Bullu. Verjetno marsikdo izmed vas meni, da je bila dirka za ekipo iz Milton Keynesa enostavno porazna. Še posebej po zmagi Maxa Verstappena na Japonskem. Treba je tudi dodati, da so imeli pri Red Bullu določene težave. Pri samem postanku v boksih semafor ni delal pravilno, ampak to zagotovo ni izgubil. Red Bull ni bil na nivoju. Predvsem na progi, ki je vsem ekipam dobro znana. Namreč v Šakirju pridejo pred začetkom sezone na vrsto zimska testiranja. A za razliko od takrat je bila tokrat na vrsti nočna dirka, pomeni nižje temperature, in izgleda, da RB21 je izjemno izbirčen, kar se tiče temperature. Nižje kot so, večje so morda težave. Ampak o tem bomo govorili verjetno bolj podrobno v naslednjih tednih, ko bomo dobili verjetno še kakšen dokaz oziroma še kakšen podatek. Vseeno, Max Verstappen ni izgubil ogromno terena in je še zmeraj tam pripravljen, da se vmeša v boj za najvišja mesta, kar se tiče skupne razvrstitve.
In sedaj, če za trenutek preskočimo Ferrari in si ogledamo, kaj se je dogajalo v ozadju, ne moremo mimo dejstva, da na primer Pierre Gasly je dosegel prve točke za Alpine, ampak še zdaleč ne trdim, da A525 je kar naenkrat rešil vse tiste probleme, ki smo jih videli na začetku sezone. Verjetno na tej progi, ki je dobro znana vsem, so zadeve delovale, ampak mogoče že v Jeddi, bodo spet tam v ozadju. In tu je treba pripomniti, da pri Alpinu niso več zadnji, dosegli so nekaj točk, tako da vseh 10 ekip ima konstruktorske točke. In to je nekaj, kar je po mojem videnju pozitivno. Ne moremo mimo dejstva, da pri ekipi Williams so prekinili tisto zaporedje, seveda odličnih rezultatov, ampak Carlos Sainz mlajši je pokazal, da njegove krize bo kmalu konec. Če bo tudi na naslednjih velikih nagradah v takšni formi, ne dvomim, da ga bomo videli zopet tam med dobitniki točk, zagotovo ne pri vrhu dirke, to bi bilo preveč optimistično, ampak vseeno, Carlos Sainz mlajši zna voziti bolid Formule 1 in pri Williamsu so imeli prav, da so stavili nanj. Kljub temu, da je bil edini, ki je odstopil. A poglejmo seveda tisto ekipo, ki je po mojem mnenju največje presenečenje tega začetnega dela sezone. In to je ekipa Haas. Zopet z obema bolidoma med prvo deseterico. To je fantastičen rezultat za to ameriško ekipo, ki nima resursov, kar se tiče razvoja, primerljivih s tistim, kar imajo pri McLarenu, kar imajo pri Mercedesu, kar imajo pri Red Bullu ali pa Ferrari. In treba je poudariti, da Oliver Behrman je dokazal, da nanj moramo računati tudi v prihodnje. Tudi on, podobno kot Andrea Kimi Antonelli, avtor fantastične dirke. Začel je kot zadnji na štartnem razporedu in na koncu končal kot 10. Kdo drugi je pridobil 10 mest? Nihče. A sedaj verjetno vsakdo izmed vas nekako že nestrpno čaka moj pogled na dogajanje v skuderiji Ferrari. Tako Charles Leclerc kot Lewis Hamilton sta dirko končala tik pod zmagovalnim odrom. In če hočemo biti optimisti in gledamo na tisti kozarec kot na polovico poln, si moramo priznati, da Ferrari takoj za McLarenom je bila ekipa, ki je dosegla največ točk v konstruktorskem seštevku na veliki nagradi Bahreina. Ampak to meni osebno ni nobena tolažba. Namreč tako Charles Leclerc kot Lewis Hamilton v nobeni fazi dirke nista bila sposobna nekako pokazati tisto nekaj več. Ne morem trditi, da ima Ferrari neko hibo, ki bi jo lahko takoj ugotovili, ampak izgleda, da je SF Pomišlje 25 enostavno počasen. In kljub temu, da smo tu v Bahreinu videli nov paket posodobitev, ki je bil izjemno obsežen. Verjetno novo dno je delovalo in tudi zaradi tega Lewis Hamilton se je priključil Charlesu Leclercu. Ampak res nismo videli, da bi bil Ferrari na primer na nivoju hitrosti, ki jo je kazal Mercedes Georgea Russella. In to je zaskrbljujoče. Po drugi strani ne moremo mimo dejstva, da pri Ferrariju so imeli dokaj bizarni izbor, kar se tiče strategije. Začeti na pneumatiki medium, kot sem že omenil na začetku, seveda ponoviti vajo v drugem delu in na koncu preiti na pneumatiko hard. Edini razlog, zakaj bi lahko šli v tak izbor, po mojem mnenju, je naslednji, da SF Pomišljaj 25 pregreva pneumatike, zato uporabljajo trše mešanice, ki delujejo na višji temperaturi. Ampak to se pozna pri sami hitrosti. A nimam dovolj podatkov, da bi karkoli o tem rekel. Gre samo za špekulacije.
Vseeno Ferrari je razočaral marsikaterega ljubitelja Formule 1 in predvsem njihove navijače. In smo šele na začetku sezone. Prav kmalu bodo začele tudi ostale ekipe predstaviti bolj obsežne posodobitvene pakete in takrat se bo lahko razdalja zopet povečala. In to je nekaj, kar se moramo zavedati, kajti ko bo prišla na primer na vrsto velika nagrada Emilia Romagna, že malce pozno bodo tisti spredaj že preveč oddaljeni. Če pogledamo lestvico, vidimo, da je McLaren res na dobri poti. Kar se tiče voznika dneva, smo lahko videli, da je največ glasov zbral Lewis Hamilton. In sam kot običajno sem bil skeptičen, namreč Lewis Hamilton verjamem, da ima ogromno občudovalcev in proti njemu nimam absolutno nič, ampak raje bi videl, da bi naslov voznika dneva dobil Oliver Bearman, ki si ga je zaslužil in bi bila to zanj enkratna vzpodbuda. Ampak ne, raje se da tistemu, katerega majice kupujemo, katerega čepice nosimo in tako naprej. Tako da ta naslov voznika dneva kot običajno meni ne pomeni absolutno nič. Poglejmo si še v zadnjem delu, kakšne so bile napovedi strategij. Pri Pirelliju, kot sem že dejal v tistem našem srečanju v živo, smo videli, da so nam pokazali kar 5 različnih variant. In med 5 je izjemno enostavno zadeti tisto pravo. A videli smo še nekaj drugega, da so samo pri 2 variantah mislili, da je pametno začeti dirko na pnevmatiki soft. Pri 3 so raje izbrali pnevmatiko medium. In res, pri McLarenu so uporabili isto prvo varianto, ki so jo napisali pri Pirelliju, začeti na pnevmatiki soft ter 2x medium. In moram priznati, da sam sem bil drugačnega mnenja. Seveda začeti na soft, ampak pri vseh 3 variantah. In videl sem, da je bila po mojih izračunih boljša varianta začeti na soft, iti na hard in ponovno na soft. Seveda kot opcijo sem dal tudi možnost iti v srednjem delu na medium, kar je seveda tisto, kar so izbrali pri tovarniški ekipi Mercedes. O takšni varianti pri Pirelliju ni bilo ne duha, ne sluha. Ampak še več. Tista moja prva varianta je točno strategija, ki jo je imel Oliver Bearman pri ekipi Haas. Ker sem povedal, da je iz 20. mesta prišel na 10. in to z bolidom VF-25, bi lahko dejali, da je bil izbor hiter, le da drugi niso hoteli tvegati. In to je zopet nekaj, kar v sodobni Formuli 1 je dokaj pogosto. Namreč tisti vodilni raje imajo enako strategijo kot zasledovalci, kajti hočeš nočeš, tudi če je zgrešena, so vsi v enakem položaju in tako oni spredaj ostajajo prvi, oni zadaj pa zadnji. A videli smo, da tudi mi kot običajno lahko vidimo marsikaj, kar se tiče strategij, čeprav nimamo tistih podatkov, ki jih imajo inženirji pri Pirelliju. A tudi tokrat smo prišli do konca današnjega komentarja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.